Pipi in Milkijat, mali in veliki pujs. Pipi bi rad vedel, kaj je to omara. Milkijat, reče Pipi svojemu starejšemu bratu. Milkijat, povej mi, kaj je to omara? Nič lažjega kot to, odvrne Milkijat. No, greva. Pipi gre za Milkijadom. Ob cesti je stala miza. Je to omara? Vpraša Pipi. Ne, reče Milkijat. To je miza. Samo nahecati sem te hotel, reče Pipi. Kmalu pa najdeta omaro. Zakaj stoji tukaj? Vpraša Pipi. Ta je za staro šaro. Ni več uporabna, reče Milkijat. A, tako, reče Pipi. Zakaj pa se omari reče omara, Milkijat? Milkijat se zamisli. Omara se imenuje omara, ker ima vrata, ker jih lahko odpremo in spravimo kaj noter, reče Milkijat. Reče Pipi. Lahko bi rekli pa tudi omira, omera ali pa omura, ali ne, Milkijat? Ni pa ne omira, ne omera, ne omura, reče Milkijat če mirno, ampak omara, to vem iz izkušnje. Kaj pa je to izkušnja? Vpraša Pipi. Izkušnja je, če nekaj zelo dolgo veš, razloži Milkijat. Jaz, na primer, sem izkušen pujs. Pipi zleze v omaro. Ugotovil sem, reče Pipi, da je ta omara videti kot omura. Prav, odvrne Milkijat. Lahko ji rečeš omura, jaz rečem omara. Jaz pa rečem rajši omira, reče Pipi. Poglej, omira ima veliko stanovanj. Stanovanj, zastoka Milkijat. To so samo predali in ne stanovanja. Pipi mu vrne. Tukaj je zelo lepo, reče. Samo okna so nažalost premajhna. Ta okna so samo luknje. Iz izkušnje vem, reče Milkijat, da je v starih omirah, ne omurah, ne omarah, zmeraj črv. To so luknje od črvov, Pipi. Ne maram črvov, zakriči Pipi in skoči iz omare. In odpujsala sta proti domu.